vama, gospa ravnateljica, učitelji, mentorji in vsi povabljeni na današnji otvoritvi sončne ure pri osnovni šoli ob Dravinji. Lepo pozdravljeni na sončni strani naše šole, odete v tople barve, ki nam dajo poleg znanja tudi dovolj energije za gibanje in ustvarjalnost. Na tej zelenici ob južni strani šole so naši skriti kotički, tu so otroška igrala in učilnica na prostem. Tu se skrivajo številne igre in otroški smeh. Danes pa je prav poseben dogodek, saj naša stavba učenosti postaja bogatejša še za najstarejši merilni instrument, ob kateri se je meril čas od najstarejših civilizacij pa vse do danes. V besedi vabim ravnateljico naše šole, gospo magistro Nevenko Brnik, da nam ob tem spregovori nekaj besed. Dragi učenci, dragi povabljeni gostje, ravnatelji iz sosednjih šol, še posebej smo veseli tudi vašega obiska, dragi učitelji, mentori, dragi naši najmlajši otroški pevski zbor, lepo povabljeni na današnjem dogodku. Bomo rekli enem lepem sončnem dogodku. Želimo si, da naša šola, ki tako in tako diha v takih lepih, bomo rekli mavričnih barvah, rumena je že postala kar prepoznavni znak naše šole. Tako sončki so rumeni, naša fasada je rumena, rumena pa postaja tudi na našem učnem poligonu, kjer danes otvarjamo našo sončno uro. Šola je vsekakor prostor, kjer si mi učitelji skupaj z vašimi starši želimo, da vam podajamo nova znanja, nove vrednote, hkrati pa želimo, da odpiramo prostor tudi vaši otroški vedoželjnosti in ustvarjalnosti. In prav vedoželjnost naših 3 osmošolcev, našega Aljaža, našega Andraža in našega Jana, je pripeljala do prve vodoravne sončne ure v Slovenskih Konjicah. Idejna zasnova je nastala pri učiteljici matematike, pri učencih, ki ste pri matematiki pričeli razmišljati, kako bi se lotili izdelave prve vodoravne sončne ure. Nato smo potovali po Sloveniji, obiskali osnovno šolo Hudinjo, kjer so nam z veseljem pokazali tudi njihovo uro, na kar smo pogledali si sončne ure v Mariboru, v Žički Kartuziji in nato ste v svojih 3, bomo rekli, nadobudnih glavah premišljevali, razmišljali in zadeva se je pričela odvijati. Pri izdelavi so nam zelo pomagali tudi stari starši, gospod Franc Fahter, gospod Alojz Hlastec in gospod Aleksander Žavcer. Vsem 3 se zelo zahvaljujemo, ker brez vaše, tudi tiste generacijske energije, ta stvar ne bi izgledala tako, kot izgleda danes. Jaz želim, da naša sončna ura služi namenu. Zato je ob sončni uri tudi tabla z navodili, kako gledati na sončno uro, kako sončno uro uporabljati. Želimo, da vi učenci in tudi najmlajši pri uri velikokrat postojite, si jo ogledate in preverite, ali smo natančno izračunali kote, ali naša ura sončna pravilno deluje. In danes, kot bomo rekli naročeno, nam tudi sonce gre zelo na roko in če preverimo danes, sončna ura dokazano kaže pravi čas. Hvala našim 3 učencem, hvala vsem starim staršem, ki ste pomagali, hvala mentorici gospe Jani in gospe Simoni, da je nastala ta čudovita sončna ura, ki je samo uvod v tale prostor, kjer bo pričel nastajati taki pravi učni poligon. Želimo si še vremenske postaje, bomo pa pri oblikovanju tega kotička za ideje naprosili vas. Česa si vi pri nas še želite, tako da bo tale zunanja učilnica in vsi ti zunanji pripomočki resnično služili vašemu namenu. Hvala za obisk in dobrodošli. Med nami pa so tudi mladi ustvarjalci in idejni pobudniki za nastanek sončne ure Jan, Aljaž in Andraž. Vabim jih, da nam natančneje predstavijo sončno uro in opišejo postopek, kako je ura nastajala. Lepo vas pozdravljamo še v imenu ustvarjalcev. Danes smo se zbrali, da otvorimo prvo vodoravno sončno uro v Slovenskih Konjicah. Pred približno 1 letom smo začeli z raziskovanjem sončnih ur. Seznanili smo se z delovanjem in vrstami sončnih ur in si jih nekaj v naši okolici tudi ogledali. Spoznali smo tudi, da sončne ure niso le del preteklosti.
ampak se zanimuje tudi v sedanjosti. Poleg tega, da nam ob sončnem dnevu kažejo čas, nam omogočajo, da izražamo našo kreativnost pri izdelavi. Imajo pa tudi vlogo pri učilih in dekorativnih elementih v okolju. Naša sončna ura je vodoravna. Njena glavna dela sta gnomon, palica in številčnica. Kot gnomona je enak zemljepisni širini slovenskih konic, to je 46 stopinj in je usmerjen proti severu. Na številčnici so označene ure dneva. Koti med njimi so različni. Blizu poldneva so koti manjši, zjutraj in zvečer pa so koti večji. Zaradi navideznega gibanja sonca se spreminjata lega in dolžina sence. Tako je zjutraj in zvečer senca najdaljša, opoldne pa najkrajša in kaže proti severu. Bistvo delovanja sončne ure je slikovito opisal Fran Milčinski Ježek z naslednjimi versi. Sončna ura dobro ve, šteti temnih ur ne sme. Kaj zato, če temno, danes je vse nebo, jutri zlato sonce bo. Vsi smo zelo veseli, da naša ura kaže točen čas. Za pomoč pri izdelavi pa se iskreno zahvaljujemo našim dedkom in staršem, gospodu Alojzu Hlasticu, gospodu Francu Vahterju in gospodu Aleksandru Žavcerju, ter seveda učiteljem in učiteljicam, gospe Jani Novak-Vehovar, gospe Simoni Pozeb in gospodu Stanku Polancu. Najbolj pa gredo zahvale naši ravnateljici, gospe magistri Nevenki Brnik, ki je naš projekt podprla in nam omogočila, da smo lahko svoje želje in ideje uresničili. Z namenom, da bo sončna ura prijazno sprejeta med učenci in se nikoli ne bo ustavila, je bil otroški pevski zbor zapel še pesmico Na planincah sončice sije. Naše šole, gospod Nevenko Brnik, ki je vse skozi opazovala ustvarjanje šolske ure in spodbujala ustvarjalce pri delu, da prereže slavnosti trak in se tem tudi simbolno otvori sončno uro. Tako. Sončno uro otvorila sledečimi besedami. Rekla bom takole, naj naša ura služi svojemu namenu, naj nam kaže čas v sončnem vremenu, mi pa zagotavljamo, da bomo njeni skrbni skrbniki in če nas boste želeli obiskati, vaši dobri vodniki. S tem otvarjam našo sončno uro in slovesno razglašam, da je naša sončna ura odprta. Malo sedaj izkoristim priložnost, da se simbolno zahvalim tudi našim, bomo rekli, podpornim članom. Tako da gospod Franc, gospod Alojz, jaz vaju vabim kar bliže. Izročili vam bomo simbolno darilo, ki je postalo že kar protokolarno darilo naše šole, drži. Vsem tako radi in s ponosom povemo, da imamo svoj šolski čebeljak, da imamo svoje lastne šolske čebele, ki nam pridno vsako leto pridelajo naš šolski med in vam se ob tem trenutku
zahvaljujemo z pravim našim šolskim medom. Tako da, gospod Alojz, najlepša hvala. Jaz bi zdaj v tem projektu rada pač en drug vidik tega le povedala. Vsi vemo, da imamo veliko ljudi z veliko ustvarjalnimi idejami, ampak da se te ideje uresničijo, je pa potrebno še kar veliko drugega. Najbolj pomembno je, da imamo srečo, da se v pravem trenutku pojavimo na pravem mestu. In kar se tu tiče, je tako tudi bilo. Vse se nam je poklopilo. Imeli smo učence, ki jih nimamo vedno. Take učence, ki so določene stvari zelo vedoželjno sprejeli. Imeli smo zadaj močno podporo njihovih družin, ki so nam tudi po svojih močeh za nasveti in tudi s konkretnim delom pomagali, da smo to naredili. Ne? Imeli smo srečo, da smo imeli tudi tako ravnateljico, ki je prisluhnila tem našim idejam in je podprla tisto, kar bi kdo rekel, kaj bomo to imeli, to je brez veze. Ne? Mogoče bi sam še povedala eno zvezo med to uro, kaj meni na pamet pade. Se mi zdi, da sončna ura je tako naše življenje. Ne? Pravzaprav mi se moramo ves čas truditi, da naše življenje ne bo kazalo tistih temnih dni, takrat, ko ura tudi nič ne kaže, in moramo biti prepričani in verjeti v to, da če danes je vse temno nebo, kot je rekel Ježek, ne, da jutri bo pa zlato sonce. Ker to je edino tisto, kar bomo iz sebe lahko črpali neko energijo. Vsi vemo, da od drugod je ni. Znotraj sebe, da najdemo neki smisel in neko svoje zadovoljstvo. Hvala. Uradno predajamo svojemu namenu, predlagam, da bi se oglašala na mesto šolskih zvoncev ob koncu naših odmorov. Se strinjam, toda s pripombo. Naj šteje tudi čas šolskih ur in ustvarjanja učencev na šoli. Hkrati pa naj meri predvsem pozitivne lastnosti ljudi, ki bodo hodili tot mimo. Spoštovani obiskovalci, prav vsem se zahvaljujemo za vašo prisotnost na otvoritvi šolske ure in vas vabimo, da ob čaju in pri glisku še poklepetate z nami.